S to prvo odškodnino lahko jasno trdimo, da je vlada zavajala slovensko javnost s tem, da ne bo odškodnin in da ni nobene bojazni, da bi do njih prišlo. Sedaj imamo prvi primer, ko je odškodnina jasno prisojena, kolikor je meni znano, še ni pravnomočna, obstajajo možnosti pritožb, vendar ne vem, če bodo izkoriščene. Pomeni pa to, da je zaradi tega, ker si ena od oseb ni uredila status prebivanja na območju Republike Slovenije leta 1991 oziroma 1992, sedaj za to dobila neko odškodnino. To lahko za seboj potegne plaz in če vzamemo predpostavko, da lahko večina ljudi vloži zahtevek za tožbo, lahko prijemo do izredno visokih zneskov. 17 tisoč krat 25 tisoč je 425 milijonov, kar prevedeno v jezik, ki ga razumemo, pomeni praktično letni proračun Ministrstva za delo, socialne zadeve in družino, oziroma vsi socialni transferi, ki jih Republika Slovenija nameni za slovenske državljane, ko ti izgubijo službo ali seveda imajo neke druge socialne zahteve, do katerih so upravičeni. To je izredno velik znesek. Zakaj ta znesek omenjam? Ne kot neko manipulacijo, ampak preprosto zato, ker sem na lastne oči v dokumentaciji v ministrstvu v času svojega mandata videl, da je bilo več 10 zahtevkov za odškodnine in nekateri zneski so bistveno presegali 17 tisoč, ti so bili nižji zneski, okrog 17 tisoč, najvišji so segali tam do pol milijona in celo več.